Jaz upam, da se bodo te stvari kmalu spremenile, ker se mi zdi, da avtomobilski novinarji nad tem, da težimo že nekaj časa. Aj lepo, ne? Dobro jutro. To je most, ki pelje na Mariborski otok, tukaj je drugače kopališče, nisem še nikoli bil. Je pa to tudi ena taka lepa, fina lokacija, kamor lahko postaviš avto prav na hitrico za eno fotko. Ker drugače voziti gor pa dol po tem mostu pravijo, da ni dovoljen razen za dostavo. Ura je 7:00 zjutraj, nikjer nobenega. Ok, zdaj pa avto. Menda je jasno, kaj gledaš. Tole je nova, 6. generacija Opel Corse. Mimogrede, vem, da bi morali počasi pa po vrst, ampak ker že glih snemamo tukaj od zadaj. Dej poglej, kako zelo so se oblikovalci potrudili, da bi iz te nove Corse naredili kar se da dinamičen pa mladosten avto. Dobar, ta je opremljena z opremo GS Line, pa je zato zadnji odbijač že po defaultu malo bolj dinamičen, pa tam na zadnji zgori vidiš spoiler. Tale plavut morskega psa, ne, pa res tako hudo deluje. Sploh na tem avtomobilu z dvobarvno karoserijo, to se pravi srebrna s črno streho, vrhunsko. Ok, zdaj pa začnimo tam, kjer bi mogli že čisto na začetku. Ta nova Corsa je od prejšnje daljša, predvsem pa nižja, kar se super sklada s tem trudom oblikovalcev, da bi jo naredili malo bolj športno, malo bolj dinamično. Dobro, pa če že govorimo o trudu vseh tistih, ki so to novo Corso naredili, dajmo izpostaviti tudi to, da je precej lažja, kot je bila. V osnovi tehta manj kot tono. Pa ne samo to in ne zgolj v povezavi s to malo bolj športno GS Line, ne. Je tudi strukturno čvrstejša. Tukaj govorim o karoseriji in podvozju, kup enih ojačitev na sprednjem, srednjem in zadnjem delu avtomobila, zaradi katerega je avto bolj tog, kar pomeni, da se karoserija manj zvija. In ta vzvojna čvrstost je en tak predpogoj, da se ti pol lahko začneš hecati z nastavitvami podvozja, da pol na koncu dobiš avto, ki se tudi fino pelje. In Jure je na prvi vožnji v Šibeniku pravzaprav zadev v piko, ko je rekel, in tukaj ga citiram, rekel je, a ni fajn, ker je Corsa spet postala tak mladosten, igriv avto. Mislim, da je to rekel. Nekaj tacga. Včeraj sem video gledal, pa sem si to zapomnil. In to absolutno drži, ker če bi moral uporabiti eno besedo, po kateri sem si zapomnil tole Corso, pa ne samo zato, ker je opremljena s tem paketom GS Line, je to igrivost. A veš, ker ko se začneš z njo peljati, takoj dobiš malo vibe od, ne vem, Suzuki Swifta, od Fordove Fieste. In s tem mislim predvsem na obnašanje v ovinkih, na to voljnost, da sprejme želje ne nujno mladega, dajmo reči mladostenega voznika. A veš pa, da je podvozje tako skonfigurirano, da sede dinamičen v vozniku, to ne pride samo takrat, ko peleš hiter. Pravzaprav je ta odstotek časa, ko ti voziš hiter, za nekatere ali pa za mnoge, nam rekel zanemarljivo majhen, ampak precej majhen. Te nastavitve ti pridejo predvsem takrat prav, kadar se voziš v okolju, za katerega je bila Corsa pravzaprav v osnovi narejena. Ja, to je pa mesto. Ker ta lahkotnost, ki jo čutiš kot neke vrste športnost, je to čutiš tudi takrat, ko se peleš 27 na uro. V mestu, v rondoju, ko rabiš zaviti iz ene na drugo ulico. In tudi zato je Corsa postala še bolj prijetna sopotnica v krajih, kjer je pravzaprav placa malo manj, pa ki moraš biti malo bolj ukreten. Drugač pa motorček, ne? 1,2 turbo, 74 kW, to je 100 konjev več, kot zadost, da lahko s tem avtom uživaš. Ne leti kasneta skera, je pa, dajmo temu reči, primerno živahen, zadovoljivo zmogljiv, pa tudi poraba ni bila prehuda. Pri meni se je ustavila pri 6,5 litrih, da se pa tudi dosti nižji, če se lotiš tega na primeren način, pa se odločiš res varčno voziti, boš videl tudi porabo 5,5. Zdaj sem pa že dosti zunaj pokazal, stopimo še malo v kabino, bom pokazal dve stvari, ki sta me malo zmotila, ali pa recimo dve stvari, ki bi se jih dal mogoče malo drugačno narediti, tudi ko pride do izbire opreme. Ta prva je preprosto dejstvo, da je tale avto precej dobro opremljen, ampak ima pa vse naročno klimo, ker ni nobena tragedija, tudi s tem ni težko ravnati, tudi zato, ker je avto generalno gledano tukaj precej preprost. Ta druga stvar, ki me je malo zmotila, je pa kakovost slike vzvratne kamere. To je pač darilo, ki ga je Opel sprejel od koncerna PSA. Jaz upam, da se bodo te stvari kmalu spremenile, ker se mi zdi, da avtomobilski novinarji nad tem, da težimo že nekaj časa. Drugače pa feeling v tej kabini, ker je res vsa temna z izjemo teh rdečih detajlov,
tak, še kar utesnjen, pa dosti športen feeling imaš tudi zato, ker sediš razmeroma nizko, 3 centi nižji kot pri prejšnji generaciji, ker ni najbolj fajn, ker lezeš ven pa noter, ampak mislim, to je malček, ki je športno navdahnen, ki drugega tudi ne pričakuješ, ker nizek položaj za volanom, pač je dosti pomembno, da se ti tukaj dobro počutiš takrat, ko peleš hiter. Pa še ena stvar, ki me je pa navdušila, ne spomnim se, kdaj bi pelil avto s tako globokim predalom pred sovoznikom. Leto. Stari, daj prosim te lepo, no. Poglej, čakaj, bom jaz zagrabil, se vse prazno flašo, to, koliko je to, to je liter. Dokam je spravil? Oje, beti. Le, kje je to? A ti vidiš, kakšen predal je to? Kot ti bom rekel, jaz vem, da sem bolj T-Rex, ne? Ampak z voznikovega sedeža ne sežem do konca, do podna v predalu. Tukaj globok. Dobro, pa če že govorimo o opremi, dajmo opozoriti na tale športni volan, lepo sede v roko, preprost, trikrak. Merilniki v tem primeru so analogni, lahko so tudi digitalni, ampak res je, da je njihova odzivnost, predvsem takrat, ko se menja teme, malo počasna, kar pa ni nič kritičnega. Vmesnik je ok, ni pa odličen, jezik je angleški, fino bi pa bilo, če bi bili slovenski. Tukaj spodaj so stikala klimatske naprave, pa potem tukaj stikalo za šport, a si videl, kaj sem naredil, ne, skozi brišem malo tale prah. Ebi ga, pijana plastika. Nimaš kaj, torej tukaj imaš sistem za zadrževanje vozila oziroma za opozorilo ob nenamerni zapustitvi voznega pasu. Start-stop, vklop programa Sport, pomoč pri parkiranju oziroma parkirni senzori, pa ročen menjalnik, lahko izbereš tudi avtomatskega. Na teh sedežih se sedi zelo dobro, ne samo zato, ker si razmeroma nizko in to ustreza meni kot dinamičnemu vozniku, tudi oprijem teh sedežev, ki je izrazit, ne samo tukaj v ledvenem predelu, tudi pri stegnih, dobro pride. Pa kaj še? Ta avto ima recimo ogrevan volan, ker je itak imela Corsa že, kdaj? Tam 2.4, 2.6, tam nekje. Kjer je bil ta prvi majhen avto? A je bila Corsa ta prvi majhen avto z ogrevanim volanom? Verjetno, da ni bila. Če je pa bila, pa imam pa zdaj prav. Aš kaj? Jaz mislim, da sem povedal, kar sem imel o ta novi Corsi zapovedati. Če imaš kakršnokoli vprašanje, prosim lepo oglasi v komentarjih, bom poskusil odgovoriti. A ja pa za tiste, ki Komotar minuto spremljate zgolj in izključno na Facebooku in YouTubeu. Vem, včasih po več dni, tudi kakšen teden, ni vloga. Če te mika malo več vsebine, predvsem za kulisja, daj prosim lepo piči na Instagram. Ogromen časa vložim v storije, v take vrste objav, kjer pokažem še, kaj se dogaja v zakulisju, pa tako naprej. In tista vsebina je tudi kar orang. To je to, tako da si vabljen, zdaj nas je na Instagramu že, po mojem, ko bo tale video objavljen čez 50 jurjev, to ni mal, in to je to. Lepo se mej, ajde.